Renski Rizling, Suho, letnik 2019. Ja, danes imamo 13. zaporedno ocenjevanje vin. Zbrali smo 115 vzorcev in poteka kar v redu. Moram povedati, da je kar letos malo bolj problematično, kakor do teh let. Je kar nekaj oksidacij, nekaj bekserjev, tako da so kar res malo zakomplicirana vina. Tudi sama komisija pravi, da je zelo težko ocenjevati Frankinje. So kar rekli, da so imeli zelo težko delo in so komaj čakali, da se to pač konča z Frankinjami. Ostala pa vina pa srednja, takšna srednja povprečje, glede na lansko leto, so taka kot so srednja kakovost vin. Kaj bi bil lahko razlog za to, ker ste našteli? Ja, razlogov je več. Prvo je to, da je bilo toče, to je prvi razlog. Drugo pa, da so malo ljudje presecajta brali, seveda spet zaradi tega, ker je bila toča in je začelo gniti, potem je pa prišlo do teh raznih oksidacij in je pač vino tako, kot je. Vzorce imate koliko, odkot prihajajo? Vzorcev imamo 115, prihajajo pa so skoraj vsi naši člani, je pa tudi nekaj članov, da niso člani, prihajajo pa seveda tudi iz Kapev, iz Romelj, z Bizejskega, z Dobove, tako da pokrivamo velik del pač naše občine z vinogradniško društvo Pešece. Največ smo dobili Bizeljčana belega PTP-ja, potem druga je bila Frankinja, potem rdeči Bizeljčan PTP, potem žametna črnina, nekaj plavcev, savignonov, šardonejev, riznih od odpar, tako da kar mešano je, pa prevladuje pa suho vino. Težave so približno pri vseh enako, ja. Ampak najbolj so obremenjena Frankinja in Bizeljčan beli PTP. Vino vzorec številka 86. Sauvignon, Suho, letnik 2019. Moram pa reči to, da smo letos malo pojačali komisijo, imamo tudi enologa iz zadruge iz Krškega. Moram se pa zahvaliti Mirkotu, ker vsako leto vodi ima vse ocenjevanje na brigi in še posebej se mu moram res zahvaliti za to delo, ki ga upravlja. Za Brežce, naše mesto, bomo imeli vino dobro, ker samo naše vino, vinogradniško vino, kjer ga imamo, je zelo dobro ocenjeno, to je Bizeljčan beli PTP, tako da bomo s ponosom šli v Brežce, seveda na ta dan vina, kruha in salam in upam, da bo tako, kot je bilo vsako leto, prijetno. Vino vzorec številka 47. Rumeni muškat, pol sladko, letnik 2019. Res je bila kar naporna komisija, oziroma tak pester nabor vzorcev. Ampak nič ne de, saj zato smo tu. Vse je na glas, potrudili smo se, delo upravili korektno, nijem kaj. Zdaj za bodoče mogoče, ajde pa lahko začnemo. Bi se absolutno splačalo organizirati 2 skupine, pa za moje pojme po 5-članske komisije, ker je kompletno delo bistveno lažje. Tukaj smo zdaj dobili, bom rekel, ene ocene, to tam, kjer smo se našli, pa smo šli skupaj gor, se potem to vino oziroma ta ocena zgubi v nekem povprečju
ker je gre toliko več noter in nažalost, mislim, vse to je prvotno, zakaj imamo ocenjevanje, je zato, da pridelovalec dobi povratno informacijo. Se pravi, tukaj nismo prišli zato, da bi se blamirali, da bi si dali lažno pozitivne ocene, kakorkoli, ampak zato, da dobimo neko realno sliko, kaj se je v tem rajonu v letošnji trgatvi zgodilo. In to je potrebno tudi spoštovati. Zato mogoče kakšna ocena bi bila lahko še višja, pa smo zdaj spravili neko poprečje, pa nič ne de. Pa če gremo od začetka. Žametne črnine so nas navdušile mogoče ene dve, ostalo, bomo rekli, zelo ene povprečne žametne črnine, srednje obarvane, ene bolj kisle, bom rekel, bolj grobe, druge z nekimi biološkimi razkisi, tudi bolj intenzivne barve, ampak bom rekel, povprečje ocen mislim, da pokažejo, katere so bile katere. En zelo simpatičen roze se je pokazal tukaj med žametnim črninam, no potem pa rdeči bizeljčani. Jaz moram reči, da ocene so lepe, ne vem, če smo prišli v ta višji kakovostni rang, s kakšno izmed njih bi znalo biti tudi, ampak večinoma lepi bizeljčani. Tudi izločitev tukaj mislim, da ni bilo veliko, celo samo ena zaradi Bekserja, tako da lepo, res, večinoma pohvalno. Potem pri modrih frankinjah se je pa videlo, da je bilo, smo se tudi mi včasih mečko razstrelili, so bila, bom rekel, deljena mnenja, ampak to tako je v komisijah, ker ko so vzorci težavni, nekdo eno rahlo oksidacijo spregleda, nekdo jo spravi, se pravi, to negativno številko, ampak se pravi, če bi bilo vse prav, bož, da smo bolj občutljivi, da bi tako vzorci izločili, da vinogradnik oziroma da vinar dobi povratno informacijo in da to napako, pomanjkljivost odpravi. Ne? To bi bilo najbolj pravilno. No, zaradi tega pa tudi prihaja do, bom rekel, do razhajanj, ampak nekje smo se mi kar dobro lovili, no? Ujeli tempo. Kar je bilo izločenih modrih frankin, so bile večinoma bekseri in pa oksidacije, bilo pa je tudi nekaj bolezenskih stanj. Tam je bila ena miševina, se je prekradla v en vzorec, ki ne bo tako slabo ocenjen. Jaz sem vmes povedal, ali boste vi opozarjali pridelovalce ali ne, je stvar na vas, jaz priporočam, da jih. Z vsemi komentarji in pripombami, ki smo jih mi dali nazaj, da se to vzame dobronamerno in da se te zadeve res uredijo. No, potem pa smo prišli na bela vina. Beli bizeljčani, nekaj, bi rekel, jih je bilo izredno simpatičnih, ne? Zdaj mislim, da jih je bilo 48, jaz sem hotel reči 5 komado, se pravi, cirka 10% je bilo izredno dobrih, tudi visoko kakovostne ocene, mislim, da bi morali biti čez 17 v povprečju. No, smo prišli pa tudi, bom rekel, do ogromnega števila izločitev, ne? Samih bizeljčanov mislim, da je bilo izločenih 1/3, na splošno izločenih vzorcev pa 1/4, se pravi, nekje 24% je bilo vseh izločenih vzorcev in 33 zgolj belih bizeljčanov. Zdaj, zakaj prihaja do tega? Bilo je nekaj meglic. Ko je prisotna meglica, je prisotna grobost. To pomeni, da vino ni bistro, še vedno za bizeljčance. Je prisotna grobost, zraven tega včasih pridejo malo reduktivne ali pa oksidativne note. To nas lahko zmene. Nekdo to striktno upošteva, nekdo to malo spregleda, nekdo pa sploh spregleda, pa gre za oceno. Ne? Tako da ti vzorci pač so bili ali izločeni ali nekje ocenjeni v nekem povprečju, kar je bilo brezhibno, pa moram reči, da nekaj izredno lepih in tudi zelo lepe ocene. No, na zadnje smo se potem pa še mečkano sprehodili čez določena sortna vina. Laški rizlingi, oziroma še pri tem 2 plavca, drugi bistveno boljši kot prvi. Tudi ocene kažejo tako. Laški rizlingi, povprečni, čeprav tudi izločitve, po najbolj te izločitve spet dobronamerne, še enkrat poudarjam, ker se za temi bekserji skriva čudovito vino. Ampak treba ga je obdelati.
In če bi mi to vino danes pustili, bom rekel, ali pa za katerekoli Bexer ali pa oksidacije danes to velja, bi se zadeve samo poslabšale, ne bi se poboljšale. Tako da naj se to izboljša, naj se to naredi, da bo vino zaživelo nazaj in da ga bomo oziroma da ga boste z užitkom popili. Chardonnay, renski, no potem pri Sauvignonih si začelo mogoče nekoliko več navdušenja. Že renski rizling v redu, tudi Chardonnay, nijem kaj reči. Pri Sauvignonih smo imeli kar lepe razpone v cen, prišli smo tudi, mislim, do vrhunskega povprečja. Ne samo enkrat, lepi Sauvignoni, lepe cvetice, bolj sicer te paprikaste, pirazinske note, kot pa te tiolne, se pravi neke cvetlične oziroma bezgove, ampak nič ne de, vse to je sortna tipika Sauvignonov, bolj ali manj sladki, stvar okusa in res po povprečju lepe ocene. In spet en lep nabor rumenih muškatov. Imeli smo izredno lepe, na vonju intenzivne, tudi harmonične, kar se tiče sladkorja, rumene muškate, no imeli smo pa drug obraz leteh. Ne? Se pravi, da je aromatika nekam šla, da so bili celo skriti za neko redukcijo zadaj, sicer mislim, da nismo nobenega izločili, ampak smo bili tudi blizu, dvakrat. Tako da spet dva pola rumenih muškatov, ampak bi rekel, ta pozitivni boljši prevladuje. No in na koncu ta dva traminca, meni je, pa ne da mi je žal, ta prvi pač ima stanje Bexerja, mislim, da je bil celo ocenjen, tega pridelovalca se res plača pozoriti, da se ta zadeva skorigira, ker je tukaj zadnji res en zelo, zelo lep traminc. Spravi, že čez to se vonja in okuša res čudovito vino. Ne? Na aromi polno, ta violica že zdaj nekje skače ven, ampak je zakrita za H2S-om. Harmonično vino, se pravi korigirana kislina, močan okus, polkus, tako da, ne vem, no, meni ga je bilo žal, ampak bolj prav, da je tako. In na koncu, se pravi, zaključili pa smo degustacijo z enim ravno tako lepim tramincem, slajšo izvedbo, tako da v redu, zelo pester nabor vin, zelo pestra komisija. Jaz bom rekel hvala lepa društvu, da ste se spomnili name in me povabili v ta krog. Hvala lepa komisiji za potrpljenje in za vse ocene. Tako da prepuščam besedo, evo, še vam. Jaz mislim, da je večina bila povedana že glede tega. Dejstvo je enako, kot je prej rekel vodja, kot rekel ocenjevanja, da je mogoče preveliko število vzorcev za eno seanso, ne? In da je mogoče katero vino bilo zaradi tega mogoče prikrajšano. Ne? Dejstvo pa je, da je letnik takšen, kakršen je, da ni bil idealen, da je, kot rekel, tudi neki novi škodljivci, ki so se pojavili, potem vplivajo na kakovost, kot rekel, in belih in rdečih vin. Ne? Ta plodova mušica bo še naredila svoje. Ne? Še bolj pri rdečih kot pri belih, ampak no, jaz sem bil presenečen, da je bilo pri belih vinih toliko izločitev. Ne? Mislim, zdaj, kaj je razlog, da je mogoče kdo bolj strokovno lahko tu povedal, ki več tega dela v kakšni večji kleti, mislim, kot mi, kot tu na malo kletarimo, ne? Ampak v bistvu pa vina, katera so dobila dobro oceno, so tudi zelo kvalitetna. Ne? Vinogradniki pa to ocenjevanje morajo imati tako neko pot k uspehu, da dejansko na napakah se nekaj tudi naučimo. Ne? Če se pa nič ne naučimo, potem je pa šola nepotrebna. Ne? Mislim, tist, ki se iz tega nič ne nauči, mislim, mu nišče ne more pomagati. Ne? Toliko samo. Hvala lepa za zaupanje, da sem lahko probal te vina, mislim, ki jih na vašem področju tudi sam predelujem, ki vam vinovod v tem koncu. Hvala, v bistvu je že predsednik komisije vse povedal, razčlenil po kategorijah vino in opisal. Se pridružujem pač njegovem mnenju in tudi njegovem komentarju. Je pa res, vsi smo vinari, večino so vinari, tudi na nas je, da se prilagajamo globalnim spremembam. To so v bistvu že izredne razmere za vinogradnike v zadnjih letih.
temperature naraščajo v času trgatov in tudi poekletarjenja. Seveda tukaj se že vidi pri nekaterih vinarjih, da vplivajo na temperaturo vretja in tako dalje. In tukaj v tem smislu pomeni veliko vlaganja v tehniko kletarsko, kar tako kot nekoč več ne bo šlo naprej, ker se moramo pač prilagajati razmeram. Letnik je muhast, po vseh ocenjevanjih tudi okoli vidimo, da so procenti izločitev bistveno višji kot v prejšnjih letih, ampak to so odrazi letnikov, nekako so mogli tega navaditi, oziroma stvari so pa popravile samo na način kletarske tehnologije. In seveda tudi narave. Narave pa ne moramo spreminjati. Jaz se zahvaljujem za upanje. Hvala, ker ste mi povabili. Bili smo dobra ekipa. Tempo se mi je dopadal, zelo dober tempo smo imeli. Tak, ne prehiter, ne glede na vzorce, ampak mi se moramo vsakemu vzorcu posvetiti. Kot so že stari ljudje včasih rekli, vino, ko ocenjujemo, slaba kaznujemo, dobro nagrajujemo. Se pravi, pri tistem vinu, ki gre skozi, je dobro se potruditi, pa še par sekund počaka, da ga realno oceniš. Nisem tisti lov na napake in bolezni. Hvala še enkrat za zaupanje pri voditelju. Strinjam z vsem povedanim, kaj je bilo pred menoj. Res je letos mogoče malo ta letnik nam ponagajal, smo že imeli boljše procente na teh naših ocenjevanjih. Je pa tudi res, da vsa vina, ki so bila dobro ocenjena, so si zaslužila tudi dobro ceno. Mogoče samo na prva Frankinja res bi si mogoče zaslužila še kako stopničko višje. Pa tle samo pri Bizeljčanih me ena stvar pri 107. vzorcu, ne vem, če se spomnite, tak fejst je po Sauvignonu dišal za Bizeljčana, super vino in vse je bilo, ampak PTP po pravilih ne bi smel biti. Pri PTP ne sme dobeno izstopati ven. Tu me je mogoče malo, sicer se tako vino komot nagradi z dobro ceno, ni pa PTP. Vse drugo pa super. Sauvignoni, muškati se mi zdi kar velik napredek od lani v kvaliteti. Na belih Bizeljčanih bomo pa še mogli malo narediti, zgleda. So moji predhodniki večinoma vse povedali, pridružujem se njihovem mnenju in se zahvaljujem društvu, da so me povabili, pa da zaupajo. Tako da hvala lepa, pa še drugo leto, če me to rabim. Jaz bi rekel samo tole, da sem zadovoljen z ocenjevanjem in s komisijo, ki smo jo imeli, ampak ne rečem na velike vinogradnike. Na malih se pa pozna, da se vina popravljajo. Da čez nekaj druga, ko je bilo pred 10 letami, ko smo začeli ocenjevati, da je zdaj veliko boljše. Čeprav je lagodeni smolo tako malo slabša, ni tako, kot je bilo lani, ampak sem s tem zadovoljen. Še enkrat bi se pa najprej zahvalil predsedniki in vse naše komisije, ki so speljali to stvar. Hvala lepa. Jaz ne bi govoril več o vinih, ker bo že vse povedano. Predvsem bi zelo rad pohvalil tehnično komisijo, izvedbo ocenjevanja, ki je bilo po mojem mnenju na nivoju. Mogoče faliti le poprečje na platnu, da bi se mogoče še malo dvignili. Rad bi pa izpostavil tole našo punčko, ki me je stregla, ki mi je odnašala listke, ki je vedela vse, za kaj se gre. Če bo malo preveč odlivala, da se odliva, je tako odnesla vse. Mislim, da sodi v domač krog, tako da vsaka čast. To nisem doživel še nikoli v svoji karieri degustatora, da te ena takšna tako lepo streže. Vsaka čast in bi sem zahvalil za povabilo. Zdaj bi se še pa enkrat zahvalil, mislim, najbolj se moram zahvaliti našem Metku, ki je pač imel tu vse skep na brigi, vse organiziral.
Mirko, hvala ti še enkrat, pa res hvala. No. Zdaj bi vas pa povabil tam, malo na pregledih, verjetno že malo vlak tudi, ne? Tako da... Pa vas čaka v letošnjem letu še nekaj aktivnosti, bi morda katero izpostavili? Ja, sedaj je ocenjevanje šlo skozi, čez teden dni imamo občni zbor Vinogradniškega društva Pešece, čez približno en mesec dni imamo zaključno prireditev za podeljevanje priznanj in pa diplom z tega ocenjevanja. Nekje na koncu meseca junija pa seveda 20-letnico društva. Ta 20-letnica društva naj bi bila kar bogato pripravljena. Veliko dela bomo rabili, veliko denarja, bi pa radi prikazali nekaj, kam se je včasih delalo. Na samih vozovih imamo neke zamisli, ampak še niso še čisto dokončane, tako da bo zanimivo za priti pogledati in vabimo vse pač občane, da se, mislim, da je to 27. junij, da bo v Pešecih ta prireditev. Potem, ja, še prej probamo organizirati izlet. Neke ideje imamo za Blatno jezero, tako da vsako leto probamo organizirati ta izlet. Na to imamo postavitev pohod od hrama do hrama še, seveda tradicionalno postavitev klopotca in pa bratvo v našem vinogradu, ki je naš že 4. leto ga obdelujemo, tako da bo bratva spet in bomo videli, da bo spet dobro vino prišlo ven. Pa v koncu leta verjetno tudi martinovanje. Seveda na koncu leta, pa tisto najbolj lepo martinovanje v dvorani, povabljeni spet vsi, da se oglasite in se malo podružimo, poveselimo in kako rečemo. V tem trenutku vas ni strah virusa, namreč težave so velike, pa je pa, da tudi alkohol učinkovito uničuje. Ja, zdaj ta virus, bi se rekel tako, malo je napihnjen, nekaj je resnice, ker smo pa vinogradniki, se ga ne bojimo, ga uničujemo z alkoholom in verjetno v Pešece ne bo prišel.